bolnikom, ki jim odpovedujejo ledvice in ko pride do končne odpovedi ledvic, imajo na voljo več možnosti nadomestnega zdravljenja. Na eni strani so to dializne metode, se pravi hemodializa ali pa trebušna dializa, in na drugi strani presaditev ledvice. Trenutno v Sloveniji lahko rečem, da živi okvirno 2300, morda 2400 bolnikov s končno ledvično odpovedjo, ki potrebujejo eno od teh nadomestnih zdravljenj. In od tega jih živi približno 800 s presajeno ledvico, ostali pa pač potrebujejo bodisi hemodializo, en manjši delež pa se zdravi tudi s trebušno dializo. Zdaj, katere so seveda prednosti zdravljenja s presaditvijo ledvice? Presaditev ledvice danes dejansko predstavlja nek optimalni način zdravljenja naših bolnikov. Zakaj? Ker se je že pred dobrimi 20 leti v eni od ključnih raziskav, kjer so primerjali različne načine zdravljenja, izkazalo, da imajo bolniki, ki jim presadimo ledvice, boljše možnosti glede dolgoročnega preživetja, se pravi, živijo dlje, kot pa recimo njim primerljivi bolniki, ki ostanejo na dializi, morda celo na čakalni listi, niso imeli take sreče, da bi prejeli novo ledvico. Se pravi, prva prednost je daljše preživetje bolnikov, ki pač imajo to srečo, da jim lahko presadimo ledvico. Zdaj, druga seveda prednost zdravljenja s presaditvijo ledvice je pa, seveda, če je poseg uspešen, boljša kakovost življenja. Zakaj? Namreč, seveda, ko vi dobite nov organ, ki prevzame funkcijo odpovedanih ledvic, so bolniki bolj svobodni glede vnosa vode, glede prehrane, v primerjavi seveda z bolniki, ki hodijo na zdravljenje z dializo. In to seveda je ključno in tudi ker večina bolnikov hodi na hemodializo, pomeni, da se morajo približno 3krat teden pripeljati ali pa jih pripeljejo v dializni center, medtem ko bolniki, ki jim presadimo ledvico, lahko nadaljujejo z običajnim tako socialnim kot recimo poklicnim življenjem, kot so ga imeli pred presaditvijo. In to je seveda ta ključna prednost tudi, kar se tiče kakovosti življenja v primerjavi z recimo dializnimi metodami. In seveda tisto, kar je potem v končni fazi pomembno še za seveda naš zdravstveni sistem, pa seveda je takšno zdravljenje dolgoročno tudi bistveno cenejše kot pa recimo zdravljenje s kronično hemodializo. Po nekaterih izračunih, ki smo jih delali že pred leti, se nekako cena obeh načinov zdravljenja izravna nekje po 3 letih, potem pa seveda je uspešna presaditev ledvice dolgoročno mnogo cenejša kot pa nadaljevanje recimo dializnega zdravljenja. Seveda dejstvo pa je, po drugi strani, kar se je potrebno zavedati, pa da je seveda tudi presaditev ledvice samo ena od metod nadomestnega zdravljenja končne odpovedi ledvic in seveda ne pomeni recimo kar vstop v neko brezskrbno življenje. Tudi to zdravljenje ima določene tveganja, ima določene zaplete, ki seveda morajo naši bolniki vedeti in se jih pač morajo zavedati. In to so pa izzivi, s katerimi se danes soočamo in dejansko predstavljajo izzive že zadnjih mogoče 20 ali celo 30 let. In seveda prvi izziv je ta, da seveda bolniki morajo dolgoročno imeti imunosupresijska zdravila, običajno več, kombinacijo 2 ali 3 zdravil, ki imajo seveda svoje neželene učinke in te zdravila lahko seveda po eni strani neugodno vplivajo na sam presajeni organ, ali pa v bistvu vplivajo neugodno na pridružene dejavnike srčno-žilnega tveganja, na kronične bolezni, ki jih že imajo ti bolniki, in seveda lahko potem negativno vplivajo na dolgoročno preživetje naših bolnikov. To je izziv, seveda žal danes še ne poznamo možnosti transplantacije brez imunosupresijskega zdravljenja. In seveda zaradi zavore imunskega sistema so po drugi strani tudi bolj dovzetni za okužbe. To je v zadnjem času aktualno, predvsem zaradi epidemije koronavirusne bolezni, ki pri teh bolnikih med drugim poteka v težji obliki kot v splošni populaciji. In pa seveda dolgoročno zaradi zmanjšane imunosti, zaradi zmanjšanja obrambnega sistema so bolj dovzetni za razvoj malignih bolezni, običajno to po 10 ali pa več letih po presaditvi, se pravi na dolgi rok. Vendar seveda kljub tem zapletom, seveda mi jih poznamo, jih znamo prepoznati v dovolj zgodnji obliki, seveda na ta račun, seveda ker je pač pri nas in kar je ena od ključnih prednosti naše transplantacijske medicine v primerjavi recimo s transplantacijsko medicino v svetu, da imamo en center v eni državi, ker skrbimo za celotno nacionalno kohorto bolnikov, ki se spremljajo seveda v sklopu neke skupine ekspertov, ki skrbijo
za to skupino že pred presaditvijo, v času presaditve in potem za celotno obdobje življenja tako presele ledvice kot bolnika. In seveda mi te bolnike poznamo, skrbimo za njih celotno obdobje transplantacije in lahko seveda te zaplete pravočasno prepoznamo in seveda skušamo dovolj zgodaj odkriti na ta način tudi uspešno zdraviti. Kako pa je na delovanje centra vplivalo zadnje leto, za katerega vemo, da je dodobra v srži spremenilo način delovanja zdravstvenega sistema, torej se je na določen način zelo jasno odrazilo tudi pri vašem delu? Ja. Dejstvo je, da je seveda tako kot na drugih področjih našega življenja, seveda tudi na področje recimo delovanja našega centra za transplantacijo ledvic imela epidemija koronavirusne bolezni zelo velik vpliv. Predvsem organizacijski. Mi smo se mogli praktično preko noči reorganizirati način našega dela, prihoda naših bolnikov v ambulanto, obveščati bolnike oziroma spremljati njihovo zdravstveno stanje in nekako kontrolirati dostop seveda zdravih bolnikov v naš center. Namreč seveda naši prostorski pogoji niso optimalni in se nekako ne moremo privoščiti, da bi potencialno okužen bolnik stopil v naš center, kjer so seveda prostorske razmere izjemno tesne in seveda bi lahko prišlo do izbruha epidemije seveda v recimo našem centru pri zelo recimo dovzetnih, občutljivih bolnikih in tega se nismo smeli dovoliti. Tako da smo mi v bistvu naš transplantacijski center dobesedno zaklenili, kar pomeni, da smo v bistvu nekako kontrolirali, kdo lahko pride v center, da dejansko mora biti zdrav. Vse bolnike kličemo že dan naprej. Seveda smo se v začetni fazi in tudi potem v drugem valu epidemije skušali razrečiti to število obiskov. Namreč število obiskov v našem centru je v bistvu nadpovprečno, če se primerjamo z drugimi državami. Se pravi, bolniki k nam hodijo pogosteje, kot pa velja. To je seveda tudi ena od naših prednosti, zato imamo tudi dobre rezultate. Ampak seveda predvsem za stabilne bolnike, ki so že leta po presaditvi, smo se vseeno lahko seveda ob nekem telefonskem pogovoru in pojasnilu lahko privoščili, da njegov obisk zamaknemo in smo se v času epidemije osredotočili predvsem na bolnike, ki so v zgodnjem obdobju po presaditvi, ki so bolj ranljivi in dejansko rabijo naše preglede, medtem ko smo tiste kronične bolnike zamaknili. Ali pa seveda pregledovali predvsem tiste bolnike z nujnimi težavami pa nekimi urgentnimi zapleti, seveda s tem, da smo seveda tudi pri njih kontrolirali dostop, tako da smo se na ta način zavarovali pred vdorom okužb. To je bil en moment. Torej ste z vašim pristopom povsem preprečili vdor okužbe? Čist preprečili vdora nismo, k nam so prišli bolniki, ki se seveda nekateri s to željo, da bi nas obiskali, so dejansko prišli tudi z okužbo v naš center. Ampak seveda s temi zaščitnimi ukrepi, kot je nošenje mask, distanca in seveda ker število teh bolnikov v naši ambulanti ni bilo veliko, v tem času nismo dejansko raznesli, tudi te, ki so prišli, smo dokazali okužbo, ni prišlo do prenosa okužbe na druge bolnike. Mi smo že takoj posumali na vratih in seveda, če bolnik pride na vrata, smo ga nekako sprejeli v našo izolacijsko ambulanto, odzeli bris in če je bil ta pozitiven, smo ga napotili za sprejem na COVID kliniko. In potem seveda z vsemi ukrepi v smislu čiščenja, zračenja, seveda prostore zaščitili in dejansko nobenega prenosa nismo imeli dokazanega v vsem tem času epidemije v našem centru. Ampak tista druga stvar, ki sem pa skušal izpostaviti, kar je pa ključno, da v bistvu kljub tej težkem poteku epidemije, še zlasti v drugem valu, mi nismo ustavili naše transplantacijske dejavnosti. Se pravi, mi smo našim bolnikom še naprej nudili možnost transplantacije ledvice. Seveda tistim bolnikom, za katere smo ocenili, da tveganje v morebitni okužbi ni preveliko. In to so predvsem nekoliko mlajši bolniki, ki sicer težje dočakajo nov organ, namreč staranjem populacije se tudi naši darovalci organov vse starejši, imajo pridružene bolezni in predvsem mlajši bolniki zato težko dočakajo kakovosten organ. S tem, ko so se pa nekateri centri v drugih državah Eurotransplanta in Evrope zaprli, smo pa mi kar naenkrat dobili večje število ponudb bolj kakovostnih ledvic, kot smo jih vajeni in smo mi v letošnjem letu, zdaj ravno eno leto te epidemije, smo recimo, če rečemo 12. marca lansko leto, do 12. marca celo opravili več presaditev, kot pa v enem letu predtem in celo bolj kakovostnih presaditev, kar je bolj pomembno. Se pravi, da smo uspeli presaditi mlajše bolnike, ki težko dočakajo organ, ki imajo daljše pričakovane preživetje, z bolj kakovostnimi organi, mlajših darovalcev z manj boleznimi.
Res, da so bili ti potovalni časi, ker so pač ti zračne linije in komercialni promet bil ustavljen, so večinoma te ledvice potovale po cesti, tako da so bili ti časi od vzema do presaditve v povprečju daljši, vendar imamo mi danes druge možnosti, kako optimiziramo lahko te organe pred presaditvijo. Mi smo že približno 2 leti ali pa dobre 2 leti dajemo te ledvice na poseben aparat, kjer se potem s posebno ohladitveno raztopino recimo kondicionira do presaditve in se na ta način ohrani v boljši meri, kot pa če bi bil samo recimo statično shranjevan v ledu v hladilniku, kot je standard. Mi smo nabavili že pred to epidemijo 2 taki mašini in smo na ta način v bistvu kljub dolgim tem časom potovanja in ko je bila ledvica zunaj telesa, v bistvu nismo imeli nekih težav, da ledvica ne bi delovala po presaditvi in smo dejansko dosegali izvrstne rezultate, transplantirali veliko število, predvsem tistih bolnikov, ki so v povprečju dalj časa čakali presaditev kot pa pred epidemijo in niso imeli možnost dobiti kakovostnega organa, tako da je bila to velika zgodba o uspehu in to smo objavili tudi v mednarodni literaturi. In koliko časa na ta način lahko mine od odvzema ledvice pa do presaditve prejemnikov? Po protokolu našega centra je ta čas nekje 36 ur. Ta je na srečo precej daljši kot pa za presaditev drugih organov. Recimo pri transplantaciji srca imate čas 4-5 ur, pri transplantaciji jeter recimo nekje do 10-12 ur. Pri ledvici imamo pa to srečo, da lahko ta čas, ko je ledvica zunaj telesa, daljši nekje do 36 ur, če bi bila recimo ledvica pri nekem zelo kakovostnem mladem darovalcu, morda celo do 48 ur. In koliko organov ste torej presadili v zadnjem letu, koliko ledvic? Ja, če štejem za celotno obdobje epidemije, se pravi 12. marec do 12. marec preko 50, eno leto predtem pa mislim, da manj kot 40. Tako da smo dejansko povečali našo transplantacijsko dejavnost, ampak niso ključno samo število. Ključno je ta zgodba, da smo uspeli transplantirati nekatere tudi mlajše bolnike, ki so bili tudi 4-5 leta na čakalnem seznamu in jih prej nismo uspeli presaditi. To je tisto, kar je ključno. Seveda po drugi strani pa smo nekoliko bolj zadržani do transplantacije starejših bolnikov nad 65 let. Mi tudi v Sloveniji v okviru Eurotransplanta izvajamo tako en seniorski program, ki je zelo uspešen, vendar se v tem času epidemije bojimo transplantacije ledvic pri starejših bolnikih, ker veste, da je starost najpomembnejši dejavnik tveganja za težek potek koronavirusne bolezni in smo zaenkrat to transplantacijo pri teh bolnikih ustavili in jo seveda zdaj postopno spet odpiramo za tiste bolnike, ki so bodisi preboleli že koronavirusno bolezni ali pa so se zdaj v zadnjem času cepili. Vi veste, da na našo spodbudo se je strategija cepljenja v zadnjem mesecu spremenila, in po zaslugi novega ministrstva za zdravje ima zdaj naši kronični bolniki prednost pri cepljenju in pridejo na vrsto že takoj skupaj z bolniki, ki so stari 70 let in več. In mi zdaj upamo, da bomo tudi to populacijo starejših bolnikov precepali in bomo lahko vrnili na čakalno listo, da bojo tudi imeli možnost transplantacije. Torej, po tem novem pristopu pri cepljenju, kaj to pomeni? Je v bistvu sedaj treba počakati, da ti pacienti, ki so že prišli na vrsto za prvi odmerek, zdaj dobijo že drugega, ali ste morda že komu uspeli pomagati tudi z zdravljenjem s transplantacijo? Ne, glejte, mi pri teh starejših, če se cepijo, želimo, da dobijo oba predvidena odmerka in potem nekako po 14 dneh po drugem odmerku jih lahko potem vključimo na čakalno listo. Torej mora biti toliko manevrirnega prostora, da se organizem, sistem stabilizira, da se vidi... Recimo, ja, gre za to, da potek koronavirusne bolezni je predvsem pri bolnikih z napredovalo ledvično okvaro in končno podrejci izjemno težek. Njihova umrljivost je ena največjih umrljivosti pri koronavirusni okužbi, večja kot recimo pri bolnikih s kronično boleznijo srca, kronično boleznijo pljuč, praktično ena največjih. In mi seveda si ne moramo nekako privoščiti transplantacije in okužbe pri starejšem bolniku, ki že tako obstaja povečana dovzetnost za težji potek bolezni, če pa seveda ima še imunosupresijsko zdravljenje in ob tem pride do okužbe, pa seveda zbolevnost in umrljivost predvsem lahko zelo visoko v zgodnjem obdobju presaditvi. Tako da mi smo zelo selektivni, se odločamo od primera do primera in predvsem pri starejših bolnikih se odločamo selektivno in v zdajšnjem času, ko seveda prihaja na vrsto za cepljenje, seveda jih bomo lahko uvrstili na čakalno listo nazaj, potem ko se bojo pocepili. In koliko bolnikov denimo zdaj čaka na presaditev, ki jim bo omogočila boljše, bolj kakovostno življenje? Trenutno, zdaj, ker smo opravili veliko število presaditev, se ta čakalni seznam kar majčkeno zmanjšal, tam okrog recimo 80 do 100 bolnikov, seveda nekaj trenutno tudi
določen čas neprimernih zaradi nekih drugih aktivnih stanj ali pa bolezni, ampak to približno bolnikov čaka, se kaj nekje 80 do 100. Seveda pa bi želeli, da se pač čim prej tudi vsi bolniki, ki so na čakalni listi, precepijo, s tem bo tveganje za nek težji potek v primeru okužbe s koronavirusnim po transplantaciji blažji in bomo z lažjim srcem opravili tudi transplantacije, ne samo pri mlajših, ampak tudi pri starejših. Kako pa ob vseh teh kliničnih primerih, konkretnih pacientih, ki jih spremljate, ki jim poskušate rešiti življenje, katerih stisko doživljate iz dneva v dan, kako v tem kontekstu komentirate denimo odzive v javnosti, ko kar precej ljudi še vedno trdi, da je pravzaprav epidemija COVID izmišljotina, da je cepljenje nevarno, ogrožujoče. Zdi se, da smo v nekakšnem času, ko dobivamo v javnosti zelo slaba sporočila, čeprav bi bilo bolje, da se usmerimo v tista dobra. Se strinjam, jaz bi vse te dvomljivce in skeptike kar povabil v naš center, v UKC Ljubljana. Tukaj imamo stalne stike z udori koronavirusnih okužb pri raznih skupinah bolnikov, ki jih moramo stalno sprejemati, hospitalizirati, spremljamo njihove poteke in verjemite mi, da imamo izkušnje predvsem pri naši skupini bolnikov, se pravi z napredovalno ledvično okvaro ali pa končne odpovedi ledvic, z najtežjimi poteki bolezni. In verjemite mi, da če bi vsak videl te bolnike in njihove stiske, pa tudi stiske njihovih svojcev, v bistvu verjetno ne bi več podvomil v obstoj te bolezni ali pa tega virusa. Ampak gledajte, z našimi močmi in z napredkom seveda medicine in tudi seveda preprečevanja in zdravljenja koronavirusne okužbe, predvsem pa s cepljenjem, seveda lahko vse te zgodbe žalostne v bistvu preprečimo. In jaz našim bolnikom, ki so nekako skeptični, vedno rečem, da ne pretehtajo, kaj se bo zgodilo in kaj lahko predstavljajo, predvsem zapleti do koronavirusne bolezni. To je tisto, kar nas skrbi. Pri nas se sedaj vračajo ne samo zaradi ne prihajajo samo v primarni okužbi, ampak se predvsem naši bolniki vračajo zaradi zapletov po preboleli koronavirusni bolezni, zaradi raznih kapi, možganskih, srčnih, kroničnih bolezni pljuč in zapletov na pljučih po okužbi, ki še posebej tudi pri naših bolnikih potekajo v težji obliki in kar nas skrbi in kar mi predstavljamo naših bolnikov, je predvsem bojazen in teža teh dolgoročnih zapletov koronavirusne bolezni, ki nas tudi skrbijo. In to je dostikrat stvar, ki te bolnike potem nekako mogoče razjasni, če temu tako rečem, pa se morda premislijo, se odločijo za cepljenje, če tehtate morebitne zaplete po cepljenju, pa zaplete koronavirusne bolezni, predvsem pri teh kroničnih bolnikih bolezni, je seveda tehtnica bistveno na strani težkega poteka koronavirusne bolezni, kot pa morebitnih blažjih neželenih učinkov po cepljenju. Tudi sam sem se cepil, po drugem odmerku sem imel težave, en dan sem imel mrzlico, sem se slabo počutil, sem bil utrujen, ampak to so pričakovani učinki in so odraz dobrega odziva mojega organizma na cepivo in sem bil vesel, da sem imel te učinke, ker če ne bi imel nobenega, pomeni, da mogoče ta cepivo ni bilo tako učinkovito, ampak so po enem dnevu izveneli in danes se počutim odlično in sem vesel, da sem se cepil in na ta način dejansko zmanjša možnost za prenos okužbe našim bolnikom, ki so še posebej ranljivi. To je bila tudi moja dolžnost, če temu tako rečem. Ali iz kliničnega dogajanja, v katerega ste vpeti iz dneva v dan, morda lahko izluščite kakšno konkretno zgodbo pacienta, ki ste mu pomagali, ki ste mu tako rekoč dobesedno rešili življenje? Imamo kar nekaj takih zgodb. Zdaj, če se navežem na koronavirusno okužbo, smo imeli v bistvu tudi zgodbe, kjer je prišlo do neposredne okužbe v bolnišnici po transplantaciji ledvice še tik pred začetkom oziroma ob začetku drugega vala. Namreč seveda zaradi rečemo brezsimptomnih potekov okužb in asimptomatskih nosilcev seveda ne morete 100% preprečiti, takrat tudi še ni bilo cepiva, da prenos okužbe iz osebe na bolnika in to se je zgodilo pri enem od naših, oziroma pri celo dveh od naših bolnikov v zgodnjem dobu presaditvi, vendar sta oba dva ob seveda neki ustrezni skrbi in multidisciplinarnem zdravljenju uspešno prebrodila. Pri enem bolniku je bil sicer potek blažji, pri drugem pa kar zapleten in z različnimi zapleti, vendar je na srečo vsem
našem sodelovanju in zdravljenju, ki ga mi poznamo z vsemi možnimi zdravili, ki jih imamo na razpolago, vseeno bil odpuščen od korakov nazaj v življenje in ga sedaj spremljamo v naši transplantacijski ambulanti. Morda bi se navezala še na to, dosežkov je veliko, kaj pa izzivi? Gotovo jih je veliko, verjetno pogrešate tudi kakšne naprave, možnosti za zdravljenje. Izzivov je veliko. Eni so splošni izzivi transplantacijske medicine, na katerega sicer nimamo toliko vpliva. Ene sem že omenil, da naši bolniki morajo dolgoročno, kronično jemati zdravila, ki imajo potencialno neželene učinke. Tukaj bi se želeli nekih napredkov v recimo eksperimentalni klinični medicini, ki bi pripeljali do neke možnih protokolov, rečemo imunske tolerance, kjer bolnikom ne bi bilo treba jemati, ali pa samo začasno, da bi jemali taka zdravila, ne pa na dolgi rok, ker jim dejansko škodujejo. Zaenkrat brez tega ne. Drugi problem so pomanjkanje kakovostnih darovalcev in organov. Tukaj bi izpostavil, da pri nas še vedno ni optimalna izkoriščena možnost transplantacije ledvice od živega darovalca. Le redki se odločajo za darovanje ledvice. Mi opravimo 1 do največ 2 takšna posega na leto. Je pa seveda, če je darovalec zdrav, takšna transplantacija veliko bolj kakovostna kot pa transplantacija ledvice od umrlega darovalca, ki so v povprečju starejši in ne poznamo celotne zgodovine zdravstvenega stanja takšnih darovalcev. In to je druga možnost, ki je premalo izkoriščena in pri nas predstavlja še nek izziv, ki bi ga lahko izboljšali v prihodnje. To sta recimo, če izpostavim. Potem so pa seveda drugi strani so pa izzivi, ki so povezani pa z našim delovnim okoljem in pa predvsem kadrom. To, kar je pri nas, recimo konkretno pri nas je število zdravnikov kar zadovoljivo, pri nas se kar zanimajo tudi mlajši, privabljamo nove specializante, tako da je prihodnost kar obetavna, zelo velike izzive pa pri pomanjkanju negovalnega kadra oziroma medicinskih sester, tako diplomiranih kot srednjih. Tukaj pa moram reči, da je izziv, mi krasno sodelujemo z njimi in so zadovoljne, vendar pa pogoji dela, zahtevni pogoji dela in pa tudi njihovo plačilo pa ni, kako ne rečem, primerno in bi se želeli izboljšanja teh pogojev, s tem bomo pridobili tudi več tega kadra in ga uspeli tudi zadržati, kar je ključno. Ne se k nam radi pridejo, ampak transplantacijska medicina je organizacijsko, logistično in tudi po naravi delena izmed najbolj zahtevnih vej humane medicine nasploh. In čeprav je po eni strani zelo privlačno, je pa izjemno zahtevno. Kompleksno vodenje bolnikov, stalna pripravljenost, večina teh klicev za darovanje organov je sredi noči, ko se treba odločiti, je organ primeren, je pacient primeren, ki jih pripravljamo na transplantacijo potem v nočnih ali pa zgodnjih jutranjih urah. To so vse težki pogoji dela in nažalost seveda nas sistem teh posebnih pogojev dela in posebnih znanj nekako ne vkalkulira v ta plačni sistem, in to seveda ta posebna znanja žal niso dovolj nagrajena, da bi mi pridobili še več kadra, ki bi nam seveda pomagal pri tej dejavnosti. To je pri nas nažalost dolgotrajajoča zgodba, ki se vleče že leta in tudi desetletja in bi človek vendarle pričakoval, da bo dobila pravi epilog s sistemskimi spremembami. Ne pa poudarjam, kar pa se je zgodilo v času, ko sem jaz predstojnik, smo pa uspeli pridobiti in obnoviti cel oddelek za bolnike s transplantirano ledvico. Mi imamo od letošnjega leta odprt nov hospitalni oddelek Centra za transplantacijo ledvic, ki je del kliničnega oddelka za nefrologijo, prenovljen v težkih časih koronavirusne epidemije in smo ga odprli povsem prenovljenega v letosnem letu, tako da imajo tudi naši bolniki zdaj, ko so neposredno po presaditvi čisto nove možnosti glede lepih prostorov in kakovostnega bivanja tudi v našem bolnišničnem okolju, kljub vsej krizi in epidemiji.